Spoštovani in spoštovane, v imenu ustanove se predvsem zahvaljujem vsem zaposlenim, bolnikom in pa seveda glavnima osebama v tej zgodbi, to sta Alice in Žiga Erlač Šepard. Gre za tako nenavadno in zanimivo zgodbo, vsaj za slovenske razmere, tako da upam, da bosta kaj več povedala sama o tej zelo zanimivi zgodbi in pa seveda tudi vsi tisti zaposleni, ki so v tej dobrodelni akciji, ki je tako hitro prinesla ta sodobna kolesa za bolnike, sodelovali. Tako da vabim tiste, ki so bili glavni junaki te zgodbe, da to nenavadno zgodbo seveda povedo tudi vam, novinarjem. Hvala lepa. Spoštovani, jaz današnji sestanek oziroma druženje jemljem predvsem kot sestanek namenjen našim onkološkim bolnikom, ne samo bolnikom z limfomi in levkemijami, ampak vsem onkološkim bolnikom in predvsem zavedanju, kako pomembna je preventiva, zgodnje odkrivanje in zdravljenje onkoloških bolnikov, kajti to je osnova za to, da je preživetje boljše. Po drugi strani pa zahvala našim ambasadorjem takšnega delovanja, ki širijo preventivno delovanje na področju onkologije, hkrati pa zbirajo tudi donacijska sredstva. Rehabilitacija na področju onkologije je izjemnega pomena in osnova nadaljevanja bazičnega zdravljenja. Sigurno bo tudi ta današnja donacija pripomogla k temu. Iskrena hvala in predvsem spoštovanje vsem, ki so se odločili za sodelovanje v takšni akciji. Spoštovani, lepo pozdravljeni. V mojem imenu in v imenu naših bolnikov se iskreno zahvaljujem vsem, ki so donirali, vsem sponzorjem in tudi idejnima voditeljema, oziroma ki sta praktično nas pognala v to, Alice in Žiga, za pomoč oziroma da smo uspeli za naše bolnike pridobiti tako pomembno stvar, kot so kolesa, da bodo lahko naši bolniki po dolgotrajnih boleznih in po dolgotrajnem zdravljenju čim bolj pripravljeni vstopili spet v svoje vsakdanje življenje. To si tako in bolniki in tudi mi želimo. S tem namenom praktično tudi bolnike zdravimo. Ne samo, da preživijo, ampak da čim bolj kvalitetno se vrnejo v svoje domače okolje. Nisem si predstavljal, da bo iz tega, ko smo se julija pogovarjali o tem, zraslo 12 koles, sedaj pa vidite, v nekaj mesecih imamo in obljubim, da se bomo potrudili za naše bolnike, da bodo čim boljše rehabilitirani lahko prišli v domače okolje. Hvala še enkrat vsem. Pozdravljeni še z moje strani. Iskrena hvala strani zaposlenih in iskrena hvala strani onkoloških bolnikov. Vedno pravim, da so onkološki bolniki izjemno hvaležni bolniki. Zato verjemite, da ta kolesa nimajo samo rehabilitacijskega pomena, ampak imajo tudi psihološki moment. Saj jim bodo povedala, da verjamemo v njih, da se bodo vrnili in da se bodo lažje vrnili v aktivno življenje. Zato iskrena hvala Alice in Žigi, hvala vsem donatorjem, hvala tudi vsem kolesarjem in hvala tudi Hoferju. Hvala vam. Pozdravljeni. Hvala tudi v imenu Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, v prvi vrsti Kliničnemu centru Maribor, ki je v nas prepoznal pomembenega partnerja, ki lahko takšno dobrodelno akcijo izvede. Z veseljem smo pristopili, kajti zdi se nam zelo pomembno, da se iz Ljubljane, kjer je na Kliničnem oddelku za hematologijo in pa na Onkološkem inštitutu takšna rehabilitacija že možna, seli zdaj vse skupaj tudi v UKC Maribor, kjer se zdravi veliko naših bolnikov s krvnim rakom. Tako kot je že zdravnica prej povedala, ta kolesa ne predstavljajo samo dodatno oporo ali pa dodano vrednost pri celostni obravnavi in pa pri rehabilitaciji v fizikalnem smislu, ampak tudi v tistem psihološkem smislu. Kajti, kot kažejo izkušnje bolnikov, je to en velik motiv za življenje, če ti veš, da lahko med zdravljenjem, neko dolgotrajno hospitalizacijo, voziš sobno kolo,
To ti daje potrditev, da zmoreš, da se boš lahko vrnil nazaj v življenje. To govorim tudi iz lastnih izkušenj. Zato je to res velika dobrobit. Ne samo iz tega zdravstvenega vidika, ampak tudi z psihološkega vidika. Hvala vsem donatorjem, predvsem v prvi vrsti dobrodelnima kolesarjema Elis in Žigi, pa seveda tudi vsem ostalim, ki so septembra kolesarili po ulicah Maribora in s tem ozaveščali ne le o krvnih rakih in pa drugih oblikah raka, ampak na ta način z objavami v medijih, na socialnih omrežjih tudi širili ta poziv k donaciji in k podpori. Tako nam je uspelo zbrati 6.000 evrov, še nekaj več, kar je zadostovalo za nakup kakovostnih sobnih koles. Ta sobna kolesa so prilagojena bolnišnični obravnavi, kajti pomembno je, da se jih da po uporabi razkužiti. Vemo, da so naši bolniki imunsko pomanjkljivi, zato je ta možnost, da so kolesa res kakovostna in da se jih da razkuževati, tudi velikega pomena. Hvala seveda vsem donatorjem in pa podpornikom, tako podjetjem, 2 vidimo tudi za nami, seveda tudi Hofru, ki je kasneje tudi pristopil k projektu, in pa vsem tistim dobrim ljudem, ki so z SMS donacijami Zdrav 10 in pa Zdrav 5 na 1919 in pa seveda tudi z donacijami na naš transakcijski račun združenja nakazovali sredstva in s tem omogočili, da se bodo bolniki v tej regiji, da bodo imeli bolniki v tej regiji še boljši dostop do celostne rehabilitacije. Mi verjamemo v Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, da to niso zadnja kolesa, ki so prišla v UKC Maribor. Z veseljem vam bomo stopili še kdaj naproti, tudi z drugimi pripomočki, ki bogatijo celostno obravnavo za bolnike in jim pomagajo, da se pač lažje in hitreje vrnejo nazaj domov, predvsem pa, da pridejo domov opolnomočeni, močni, da so lahko spet aktivni in da živijo življenje naprej. Tako da hvala donatorjem, hvala podpornikom in pa seveda hvala vam mediji. Brez vas zagotovo takšne akcije ne bi uspele, tako da vi imate tukaj tudi ključno vlogo. Tako da hvala. Zdravo, jaz bom najprej govoril v slovenščini. Midva sva Žiga in Elis Erlač-Šepert, ki sva na začetku naredila svojo 31 dolgo pot z dobrodelnim namenom sva kolesarila v Anglijo in tudi zbrala veliko donacij za angleške agencije in potem sva se tudi združila z slovenskimi dobrodelnimi organizacijami in smo nekako se skupaj združili in pomagali pacientom s temi kolesi. Zdaj pa še lahko Elis v angleščini več pove. Pozdravljeni. What started off as a really small idea became something really big and beautiful, and it's so nice to be here today to see all the bikes that have arrived as a result of this ride. And I think everything that's happened along this 31-day bike journey has shown us kind of with enthusiasm and people coming together, really big changes can happen, and that's really beautiful and wonderful and needed when you're sick and on the path to recovery and health. So thank you to everybody that was enthusiastic, that made a donation, if it was €1 or 100 or 1,000, to everyone that shared and talked, and also to all of our friends and people that have read this and signed up to the stem cell register as a result of this bike ride. You can always sign up. Stem cell donors really save lives, and it's a really amazing thing to be a part of. So I guess that's the message we want to continue spreading now, and we hope that these bikes really make a positive recovery for lots and lots of people here at UKC Maribor. Thank you. Hvala.